Dobrodošli na drugem dnevu Agritehnike letos. Danes smo začeli v hali 13 in tukaj bomo v bistvu začeli z priključki, ki so namenjeni bolj za minimalno obdelavo oziroma tudi za obdelavo v komplet rastlinske ostanke. Tako da v bistvu imamo tukaj par zanimivih firm, ko niti niso tukaj poznane pri nas v Sloveniji. Tako da bomo malo to pogledali, pa šibnemo naprej. Danes nas čaka velika akcija. Zdaj smo tukaj pri Rimboku, kjer imamo v bistvu predstavljen nov element za okopavanje, ki nas zelo zanima. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo posebnost in sicer gre se za diskasto varianto. Imamo 3 diske na sami enoti in za vsakim diskom je v bistvu element, ki se pravi po 90 stopinj odreže vse plevele in s tem tudi ga ne ovira v bistvu sama organska masa, se nič ne zatika in je boljš kot navadne motikce. V glavnem, to je čisto nova izvedba, potem se pa pač vsi diski nastavljajo tudi pod kotom. Jača izvedba, se pravi same enote, se pravi boljši materiali, bolj vzdržljivi materiali, tako da je res vrhunska zadeva, je pa tudi cena ta prava za tako stvar. Ampak ja, v prihodnosti sigurno si želimo imeti nekaj takega na naši kmetiji, ker bi s tem povečali zelo dobro učinkovitost same obdelave oziroma okopavanja. Vmes smo se postavili še pri hevi. Kot veste, imamo v bistvu doma Cambridge Valot heve, so zelo znani po tem. Imajo pa tudi v bistvu dosti drugih priključkov, še posebej so tukaj dali poudarek na v bistvu podre hlače, tako da zanimive kombinacije in pa tudi v bistvu zelo dobra kvaliteta. Tako, tukaj, ko se sprehajamo po halah, vidimo veliko v bistvu riperjev. Nekaj takega podobnega smo tudi mi imeli prej.
ampak kot sem že objasnil, so bile težave, ker je v bistvu sama noga preveč pod kotom in potem ti ven v bistvu prinesel kakšne grude, pa v bistvu vse preveč meša. Tako da v bistvu smo se tega izognili s podrohlačem, približno takim, kot smo ga prevideli pri heavy. Zdaj bomo začeli z resnim firmam. Amazone. No, tukaj smo pa zdaj pri APV-ju. Tukaj bi rad poudaril eno zelo zanimivo zadevo, ko smo jo videli. In sicer verjetno se vsi spomnite, kako Sjavnico imamo mi, od letos novo. Se pravi, smo do Jeeta z njo sjali, ampak tukaj vidimo še eno malo bolj natančno izvedbo. Sicer enak princip, ampak v bistvu so naredili posebej sani in je vsaka cevka speljana na točno določeno širino, se pravi za širino setve žit. Tako da vrhunska izvedba, naredili so nek upgrade. Tako da je zanimivo za videti, no. Mogoče tudi razmišljati kaj v tej smeri. Takole, tukaj smo pa zdaj pri Amazonovem najbolj, kako bi rekel, inovativnem produktu. In sicer gre za trosilec, ki ima autospred. To pa pomeni, da v bistvu vse avtomatsko prilagaja, se pravi dozo, potem gleda tudi, če veter piha. V glavnem, čim bolj enakomeren razstrost, ti ne rabiš nič delati, ti sam prideš na parcelo, pa šibaš. Tako da, neverjetno, kam gre ta napredek, vrhunska izvedba od Amazoneja, zato so bili tudi nagrajeni z nagrado. Tako da, super. Neverjetno, kam so šle te škropilnice, tehnologija, kabina, to nimaš kaj, ni da ni. Ja, dobro je, da tega ne rabimo imeti, zaradi tega, ker so to ogromni stroški.
Zdaj smo prišli do hale, kjer se nahaja veliko teleskoparjev, se pravi od Manituja, Merloja, Diečija in še, Bobcata in tak naprej. Smo prišli zdaj do modela, za katerega se tudi mi zanimamo oziroma bi bil primeren za naše razmere na kmetiji. Je pa to v bistvu Diečij Agrifarmer 34-7, v bistvu dobrih 100 konjskih moči, niti ni tukaj visok, tako da še kar bi rekel ukreten, ni tukaj preveliki. Tako da ja, no, se mi zdi fajn zadeva, pa fajn je tudi, da ga lahko živo končno vidimo, ker v Sloveniji niti ni veliko takih izvedb. Evo, zdaj smo se najeli, lepo en hamburger, Black Angus, ne, je bil super, sam je pa malo expensive tle, ne. Tako da, evo, tle imamo zdaj klasa, smo po poti videli, ne, da ima ta klas drži neki rekord, ne, siliranje, največ so posilirali, ne, s tem, tako da je kar to mašina, ne. Kot je že Beni omenil, v bistvu gre za klasov rekord, tukaj so pa v bistvu naredili v 12 urah so posilirali več kot 4000 ton, tako da neverjeten rekord, zato so tudi zunaj postavili tale kompleks, ko je neverjeten, ko ga živo vidiš, tako da vrhunska zadeva. Zdaj smo pa sprehodili do naslednje hale, oziroma tam, kjer smo ostali, se pravi hala 5, med tem bomo pa pogledali še Fenda, ko je zunaj predstavljen, pa da vidimo. Drugače pa ne omenim, da smo prej dobili eno tako lepo ovčko, si je moja draga zaželela, ne? Tako da jo ima zdaj za domov. Tukaj smo zdaj pri Joškinovem štantu, veliko prikolic so pripeljali, dobre izvedbe, vidimo, da tukaj imajo hidravlično podvozje, traki zelo močno narejeni, podvozje top, no. Tako, zdaj smo v parih halah prišli končno do traktorjev in sicer prvi je na vrsti Deutz-Fahr, potem nam pa sledi še veliko znanih znamk.
Tako, tukaj smo pa zdaj pri Deutz-Faru in sicer pri novi seriji, prenovljeni seriji 8. Kaj je pa glavna novost tega, je v bistvu nova kabina in pa v bistvu diski, zavorni diski na prvih kolesih. Cooper Auto sam v 10-krat večji izvedbi. To smo prvič videli zdaj na traktorji, nikjer prej še ne, tako da zelo zanimiva zadeva. Zato so bili pa tudi letos oni nagrajeni. Tako, zdaj smo pri Fliglu in kva me je tukaj presenetilo, v bistvu videli smo zelo dobre prikolice s potisnim podnom in tako naprej. Nek program se odvija, upam, da ste nam tukaj slišali. V glavnem, tukaj smo zdaj prišli v bistvu do nakladalk, Fligl nakladalke. Novost pri Fliglu, v bistvu, jaz tega sploh prej nisem vedel, zdaj smo izvedeli. Tako da v bistvu imajo ene par takih zanimivih stvari. Kva me je pa najbolj presenetilo, je pa to v bistvu, da se spredi trak, se pravi pod od same nakladalke odpre in je lahko dostopno do nožev, do rotorja in takih stvari. Tako da ja, no, mislim, zdi se napredno, malo drugače kot drugi, je pa to v bistvu lahka izvedba, tako da po moje čisto v redu zadeva, no. Ne vem pa, kaj si vi mislite, tako da napišite dol v komentar, mi bomo pa šli še drugo pogledati. Evo ga, tukaj se pa zdaj nahajamo v bistvu v sami notranjosti nakladalke. Zanimivega smo prišli kar od spodaj gor. V glavnem, tukaj se trak v bistvu zloži dol, oziroma sam poden, tako da je v bistvu lahko dostopno do rotorja, spodaj so še noži, tako da zanimiva zadeva, no. Tako da čestitke Fliglu za to inovacijo, no. Tako, uspelo nam je prijeti do hale številka 3, tukaj nas pa čakajo Kase, New Holland in pa Steyr. Tako da pojdimo pogledati, to bo zelo zanimivo in v bistvu tudi glavna hala za danes, no, tako lahko rečem. Skočimo. Kabina se mi super dopade, pač tako ful prostorna je, vse lepo, barva mi je tudi všeč, lepa rdeča, tako lepo mu paše, tako da ni šmok, ne, drugače. Malo je že novejša verzija, ampak super je. Takole, Tamaro smo že videli v kabini od enega izmed Kasejev, mislim, da je bila v Pumi, če se ne motim. Zakaj smo mi danes tukaj, je pa v bistvu zato, ker imajo predstavljeno prenovljeno serijo Optima in je v bistvu tako zelo zanimivo, kabino so spremenili, zadnje luči, sprednje luči, v glavnem kar komplet so jo prenovili, zelo dobro izgleda,
močna. Nikoli pa ne smemo pri Kaseju pozabiti, ko smo na njihovim štanti, Quadraga, ki ga imajo tukaj, ker je res zmogljiva serija in ena izmed najbolj fascinantnih modelov Kaseja, ker je tako ogromen. Zdaj smo pa že pri avstrijski firmi Steyr, kjer so dali poudarek letos tudi na gozdarstvo. Kot veste, Avstrija je kar, kako bi rekel, gozdarska dežela, tako da so dali gozdarsko opremo na njega. Drugače imamo pa predstavljenih tudi nekaj novih modelov in sicer bolj kot ne so predstavljali nove maske, nove luči zadnje, ki smo jih dolgo čakali pri samem Steyerju. In pa v bistvu res tak svetu lep bel štant, bela-rdeča barva. Daj se pa v bistvu tudi nekaj takih, kako bi rekel, zgodovinskih dogodkov. So predstavili par starih modelov na štantu, tako da tudi zelo lepo za videti. V glavnem, zelo fajn. Tako, lepo pozdravljeni v, kako bi rekel, inovativnem krogu. Tukaj so v bistvu CNH grupa naredili enega zanimivega robota. Sicer je predstavljena tukaj tudi vsa napredna tehnologija, kar se tiče te grupe, ampak tukaj prav predstavljajo ta nov robot, namenjen vinogradnikom, sadjarjem, takim zadevam. Tukaj so naredili poudarek. Verjetno bo šli tukaj tudi kaj naprej. Glavnem je pa tukaj poudarjena avtonomna vožnja oziroma avtonomno delo z robotom, da nam olajša samo delo. No? Takole, pred nami je pa že New Hollandov štant. Letos so se res dobro potrudili na agritehniki. Začeli bomo pa tukaj v bistvu na začetku, kjer nam predstavljajo hibridne modele, se pravi teleskoparjev. Kaj pa nas danes najbolj zanima, je v bistvu nova serija T7, New Holland T7, pa bomo videli, kakšne novosti so tam. Takole, zdaj se pa nahajamo že v prelepem ambientu New Hollandovega štanta. Izbrali so tako lepo temno-modro in pa belo kombinacijo. Za nami sta pa že v bistvu te prenovljeni T7 seriji. Kaj naj tukaj povem, je v bistvu to, da je zelo lepa temno-modra barva. Tukaj vidim, da se nagibajo kar Klandinijo, kako bi rekel. Ja, gre pa za prenovljeno kabino, določeni sistemi so prenovljeni in pa tudi maksimalna hitrost je tukaj 60 km/h, kar me je kar presenetilo. Tako da ja, no, res lepa inovacija letos. Seveda pri New Hollandu ne smemo pozabiti tudi na njihove kombajne in pa balirke. In sicer njihova inovacija na agritehniki 2 leti nazaj je bil pa v bistvu ta kombajn, se pravi CR11, ki je bil takrat v bistvu glavna atrakcija pred New Hollandom, ampak se mi zdi, da je fajn, da ga tudi letos omenimo. No?
Tako, evo ga, še zadnja postojanka dneva 2 Agritehnike in sicer ustavili smo se pri Farmtechu, slovenska firma, tako da v bistvu tukaj naredimo en zaključek za danes, pogledamo še ta štand in je to to. Mi se vidimo pa jutri. Ajde, čau! Vse kao mama. Za tebe, ki sem ti. Umbrella.